Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem Ježku Snežku, ki ga morda že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, da je človekovo nepravilno ravnanje najpogostejši vzrok za nastanek požara? Zato je pomembno, da se naučimo pravilnega ravnanja, s katerim lahko požar preprečimo ali pa ga omejimo oziroma pogasimo. Ježek Snežek nas bo v tokratni zgodbi podučil prav o tem. Zgodbo Ježek Snežek in požar je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in požar. Zakaj odrasli govorijo o ognju z velikim strahom, kot bi govorili o najstrašnejši pošasti? Razmišljal sem o tem in ogenj narisal kot rumeno zver z rdečimi očmi. Vedno narišem stvari, o katerih razmišljam. Tudi to sem slišal od odraslih. Če ne paziš, lahko iz plamenčka ali iskrice hitro nastane ogromen ogenj. Požar. Zato budno pazim na svojo risbo, da rumena zver z rdečimi očmi ne bi skočila iz nje in se razširila. Ježek Snežek, ki je moj najboljši prijatelj, se mi smeji. Pravi, da me bo moral ognju še veliko naučiti. Rad se igram, da sem junak. Napade me rumena zver z rdečimi očmi in jaz jo premagam. Ježek Snežek se mi spet smeji. Pravi, da narisani ogenj ni še nikogar opekel. S katerim ognjem naj se pa igram? K pravemu me ne pustijo. Ne smem k štedilniku, vžigalice in vžigalnike pa skrivajo na najvišje police. Ogenj sploh ni namenjen igri, mi razloži Ježek Snežek. Ogenj je mogočen. Treba ga je spoštovati, ne pa izzivati. Če z ognjem pravilno ravnaš, ti je lahko veliko pomoč. Kuha, greje in sveti. Če pa se pred njim junačiš, se hitro obrne proti tebi. Trenutko ti zraste čez glavo in lahko izbruhne požar. Ježek Snežek je vedno tako pameten. Tudi jaz bi bil rad takšen. Prepričal sem starše, da so me ostrigli na Ježka. Lasje mi štrlijo kot ježeve bodice, glede pameti pa se ni nič spremenilo. Še vedno ne razumem, zakaj vsi zganjajo ta krom-pompom glede ognja. Potem pa ga neko noč srečam čisto od blizu. Zgodi se takole. Po noči se zbudim. Kašljam. Soba je polna dima. Ne morem dihati. Ježek Snežek me s postelje potegne na tla. Pove mi, da se dim zadržuje pod stropom, zato je pri tleh malo več zraka. Takoj morava ven iz stanovanja, na prosto.
Zakaj? Kaj se dogaja? V pižami že ne grem ven. Se upiram. Ježek Snežek mi ostro reče, da ni časa. Pustiti morava obleko in stvari in bežati ven. Zdaj se Ježek Snežek odplazi do vrat in previdno potipa, ali so vroča. Niso, vzklikne. To pomeni, da za temi vrati ni ognja, mi pojasni. Lahko jih odpreva. No, zdaj pa hitro ven. Na hodniku se zaletiva v očeta in mamo. Oče me zgrabi in dvigne v naročje. Čez nos in usta mi potisne mokro krpo, da lažje zadiham. Stečemo ven na prosto. Zunaj opazim, da Ježka Snežka ni ob meni. Ježek Snežek, kje si? Ne oglasi se. Zajočem. Hočem nazaj pon. Oče me ne spusti iz naročja. Mama me miri in mi dopoveduje, da smo zunaj na varnem. Tudi z Ježkom bo gotovo vse v redu. Ne smemo v stanovanje, dokler ne pogasijo požara. Oči imam zatekle od solz in nos ves smrkav. Malo stran zagledam majhno bitje, ki nekaj kriči. Saj to je moj Ježek Snežek. Ni se izgubil. Kakšno veselje! Kriči. Potrebujemo gasilce. Pokličite 112. Šele zdaj vidim, da nekaj oken našega bloka žari. Ostrmim. Notri se šopiri gromozanska rumena zver z rdečimi očmi. Ima 10 glav in še ji rastejo nove. Grozljiva je, veliko bolj, kot pa sem si predstavljal v domišljiji. Pridrvijo gasilska vozila, sirene tulijo in luči zavijajo. Iz vozil planejo gasilci in odvijajo cevi. Rumena zver z rdečimi očmi se od jeze še huje razplamti. Gasilci se junaško spopadajo z njo. Polivajo jo s curki vode. Nekateri ljudje skozi okna kličejo na pomoč. Gasilci jih dosežejo s svojimi dolgimi lestvami in jih spravijo ven na varno. Tudi Ježek Snežek jim pomaga. Pri tem ga ušvrkne ognjeni jezik rumene zveri z rdečimi očmi. Čisto malo mu osmodi bodice, vendar se on ne ustraši. Zvije se v klobčič in se kotali, dokler ni pri meni. Zapomni si to, mi šepne v uho. Če te ujame ogenj, se moraš povaljati po tleh. To ga zaduši, veš? Oba pogledava gor. V bloku začnejo ugašati rdeče oči rumene zveri. Vidim, kako leze skupaj in izgublja moč. Nato usahne in izgine. Previdno vprašam Ježka Snežka. Odkot pa se je vzela ta rumena zver z rdečimi očmi? Na tiho se bojim, da je morda pobegnila iz moje risbe. Ježek Snežek mi pove, da so pri sosedovih pristavili polnil na štedilnik in nanjo pozabili. Olje se je vžgalo in ogenj je hitro preskočil na kuhinjsko krpo, od tam na polico in naprej. Goltal je reč za rečjo, se večal in zrasel v rumeno zver s rdečimi očmi. Ko se vrnemo v stanovanje, obupno smrdi po dimu. Pri nas ni nobene škode, pri sosedovih pa je pravo pogorišče. Vse je črno. Ampak pomembno je, da smo vsi živi in zdravi, kaj ne? Mi pravi Ježek Snežek. Uničene stvari nadomestimo z novimi in stene prebelimo. Zdaj razumem, zakaj se vsi tako bojijo ognja.
Na risbo o rumeni zveri z rdečimi očmi sem narisal še gasilca s cevjo. Naj se le premakne, pa bo dobila vodo naravnost v obraz. Na drugem koncu papirja, daleč stran, z Ježkom Snežkom leživa na travi, gledava v nebo in se brezskrbno smejiva. Zvečer prosim Ježka Snežka, naj mi pove zgodbico za lahko noč. Danes si ti na vrsti, mi odvrne in smukne pod odejo. Delam se zaspanega. Čez čas me dregne. Dej no, rad bi slišal zgodbico o tem, kako smo premagali rumeno zver z rdečimi očmi. Se še spomniš? Vidim, da ne bo odnehal. Zato je bolje, da poskusim. Otroci, mi boste pomagali? Ježek Snežek, ukrepal si umirjeno in premišljeno. Poskrbel si za varnost družine, ter tudi za svojo varnost. Res si bister in pogumen. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako pravilno ravnati med požarom. Še vedno je najpomembneje, da v primeru požara ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe. Skupaj z Ježkom Snežkom pa vam želiva veliko znanja. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali dečka po imenu Lovro, ki naravnost obožuje gasilce, ob tem pa si tudi sam neizmerno želi postati gasilec. Mu bo uspelo? Predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorja Miha Grila z naslovom Postal bom gasilec. Glej, gasilec gre! Je z iskrivimi očmi zakričal, medtem ko je skozi okno gledal na sosednjo stavbo. Prav zares, čisto vsak dan fantek Lovro gleda skozi okno in čaka, da se pogumni gasilci odpravijo na pomoč. Modre luči, sirena, rdeč tovornjak in veliko hitrih fantov ter deklet v svojih gasilskih oblekah so zares nekaj posebnega. Danes gasilci pripravljajo otroški sejem. Svoje velike rdeče tovornjake z utripajočimi modrimi lučmi na strehi in vso svojo opremo so razstavili na dvorišču gasilskega doma. To je Lovrov najljubši dan, ko lahko spoznava gasilce in njihovo opremo. Lovro se usede v vsak gasilski tovornjak in prijazni gasilec mu dovoli, da prižge utripajoče luči in gasilsko sireno. Uiju, uiju, glasno zatuli sirena, Lovro pa od navdušenja komaj zadržuje dih. Lovrova mami danes ne kuha kosila. Zanj bodo poskrbeli gasilci. Na robu dvorišča že dišijo pečene piščančje krače. Vsak svojo kračo in pečenim krompirčkom se usedejo za veliko gasilsko mizo. Otroci so navdušeni, da lahko jedo skupaj z gasilci. Po obedu pa sledi otroška igra. Dragi otroci, bodoči gasilci in gasilke, ste za eno igro? Vpraša vodja gasilske brigade. Ja! Zakričijo otroci. Usedite se nasproti gasilskega tovornjaka in naj se zabava začne.
Vsi otroci hitro stečejo do klopi, se posedejo in nestrpno pričakujejo začetek igre. Iz garaže prikorakajo gasilci ob spremljavi koračnice orkestra in začnejo pravo gasilsko igro. Ta je zabavna in hkrati poučna, saj otroci skozi njo spoznavajo vsa orodja, ki pomagajo gasilcem med reševanjem ljudi. Otroci pozorno spremljajo igro, pri kateri gasilci pravkar rešujejo gospoda, ki ne more z drevesa, saj se mu je spodmaknila lestev. Lovru pa pogled zahaja na velik gasilski tovornjak in gasilsko obleko, ki je razstavljena na stojalu ob njem. V njegovi majhni glavi se poraja veliko misli, a nekaj mu je popolnoma jasno. Postal bom gasilec. Se odloči, a se hkrati zaveda, da še ni dovolj velik, da bi lahko nosil to veliko, težko obleko. Nočem čakati tako dolgo, da se jim lahko pridružim, si pravi. Kako gasilci pomagajo ljudem v težavah, se mu zdi čudovito in nadvse pogumno. Igra se konča, gasilci se priklonijo, pomahajo otrokom in staršem, ter se utrujeni vrnejo v gasilski dom. Presrečni otroci skupaj s starši odidejo vsak proti svojemu domu. Ti je bilo všeč? Vpraša mama Lovra. Lovro se le še utrujeno nasmehne in zadovoljno prikima. Čez nekaj dni gre Lovro skupaj s starši na obisk dedku in babici. Kot vedno ima Lovro v svojem igralnem kotičku avtomobilčke, motorje in gasilska vozila. Zelo rad jih postavlja v vrsto in potem enega za drugim potiska po hodniku. Z njimi dirka, medtem pa mu najhitrejši avtomobilček uide s hodnika v spalnico. Ko so igrače po celem hodniku, jih pobere in opazi, da manjka tisti avtomobilček, ki se odpelje v spalnico. Polnih rok ga gre iskat, tam pa zagleda obešeno pravo gasilsko obleko. Oči se mu zasvetijo. Dedek je gasilec, pravi gasilec. Takoj steče do dedka in ga ves vzhičen vpraša. Dedi, si ti res gasilec? Dedek se nasmehne in odloži skodelico kave. Veš, ko sem bil mlajši in močnejši, sem bil res gasilec. Z nasmehom na obrazu odgovori Lovru. Dedek takšnega napora, kot ga zahteva gasilstvo, ne zmore več. Ampak dedi, jaz si tako močno želim postati gasilec. Veš, vsak ima svojo obleko in jaz je nimam. Hiti Lovro razlagati dedku. Dedek mu obljubi, da jo bo odnesel k vaškemu krojaču. Naročil mu bom, da jo zmanjša, še pripomni in ga prav prisrčno potreplja po rami. Lovro zadovoljen zakoraka okoli mize in z nasmehom salutira zbrani družini. Vsi skupaj se glasno nasmejijo in vrnejo pozdrav bodočemu gasilcu. Kdo bi si mislil, a mali Lovro bo dobil svojo gasilsko obleko. Kakšen čudovit dan. Naslednji dan se dedek, kot obljubljeno, odpravi do bližnjega krojača. Na veliko krojaško mizo položi svojo težko gasilsko obleko. Zmanjšati jo bo treba, z nasmehom pripomni. Krojač ga začudeno pogleda in plane v smeh. Moj dragi prijatelj, greš spet med gasilce? Ne, zamahne z roko dedek. Za vnuka bo. Saj mi boš pomagal, kaj ne? Mu v smehu odvrne. Seveda bom. Krojač podrobno pregleda obleko in precej zaskrbljeno opozori dedka, da je gasilska obleka iz posebnega blaga. Najraje bi tako naročilo običajno zavrnil, vendar to ni mogoče, saj sta z dedkom dobra prijatelja že dolga leta.
Da se bo obleka Lovru popolnoma prilegala, krojač naroči, naj se prihodnji večer vrne k njemu. Skupaj bova pravilno ukrojila in sešila obleko. Skleneta na koncu in se sežeta v roke. Lovro to noč nikakor ne more zaspati. Misli mu drvijo po glavi, kot da bi se vozile na zabaviščnem vrtiljaku. Njegova velika želja se končno uresničuje. Počasi le zdrsne v spanec in kot bi mignil, že ga prebudijo prvi sončni žarki. Dobro jutro, z nasmehom zašepeta mami, ko stopi v njegovo sobo. Zajtrk že čaka na mizi, pripomni. Lovro zdrvi iz postelje v kuhinjo, hitro poje svojo najljubšo palačinko z jagodno marmelado, si umije zobe, vzame šolsko torbo in odide v šolo. Dan se preveša v večer in na dvorišče se pripelje rdeč avto. Zahupa, da Lovra kar prizdigne s kavča. Dedek je! Glasno zavpije, obleče jakno in pozdravi starša. Se vidimo, danes bo gasilska obleka že sešita. Ponosno doda in steče v avto. Kot se je krojač bal, šivalni stroj komaj prebada težko in debelo tkanino obleke. Kar naenkrat pa začne stroj močno cviliti in se pregrevati. Pazi! Zavpije dedek, ko stroj zajamejo iskre in ogenj. Gremo, hitro, rešita se! Zakriči krojač. Med begom iz hiše se dedek zaplete v ostanke blaga in pade. Lovro na tleh opazi škarje, prereže blago in s tem reši dedka. Zbežite na dvorišče, kamor so se ravnokar pripeljali gasilci. Lovro, pomagal si, ko je bilo najbolj potrebno. Gasilci vedno pomagamo vsem, ki so v stiski. Gasilec ponosno pohvali Lovra. Na koncu se z dedkom živa in zdrava vrneta domov. Lovro je vesel in ponosen nase, da je lahko pomagal in s tem zaživel to osnovno vrednoto gasilstva. V preteklih dneh je spoznal skoraj vso gasilsko opremo, se družil s svojimi junaki na pikniku, na koncu pa še pomagal pri reševanju dedka. Čeprav je izgubil svojo gasilsko obleko, ni prav nič žalosten, saj so ga gasilci sprejeli med mlade gasilce, pionirje, ki se učijo gasilstva. Ko si nekaj res močno želiš z vsem srcem, se pogosto tudi uresniči. Ja. Zares čudovita, navdihujoča zgodba o neizmerni želji, vztrajnosti ter uspehu. Hkrati pa tudi poklon ter zahvala gasilcem za vso njihovo požrtvovalnost v različnih preizkušnjah. Bravo, gasilci! Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici z naslovom Ježek, Snežek in požar, v kateri boste spoznali ježka, ki vas bo podučil, kako pravilno ravnamo v primeru požara. Prijeten pozdravček požrtvovalnim gasilcem, ter pa seveda vsem, ki tako radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami zgodba o prikupnem ježku Snežku, ki ga zagotovo že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju.
Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj je suša? Suša je naravni pojav, pri katerem zaradi pomanjkanja dežja zemlja postane suha, rastline ne morejo rasti, živali pa težko najdejo vodo za pitje. Dolgotrajna suša lahko povzroči veliko težav v naravi in celo poveča možnost za nastanek požarov. Požari v naravi so lahko zelo nevarni, saj se zaradi suhe trave, grmičevja in dreves hitro širijo in lahko ogrozijo življenje ljudi in živali ter uničijo domove. Zato moramo biti v sušnem obdobju še posebej previdni. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek podučil, kako ravnamo, če v naravi opazimo požar. Zgodbo Ježek Snežek in suša je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa Lutkono gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in suša. Poletje je. Dnevi so dolgi in vroči. Z Ježkom Snežkom sva na počitnicah pri babici in dedku. Na začetku sva vsak dan čofotala v bazenčku na vrtu. Zdaj pa je tega konec, ker moramo varčevati z vodo. To pomeni, da jo uporabljamo le za pitje, kuhanje, umivanje. Zakaj? Vprašam Ježka Snežka, ki mi zna vedno vse razložiti. Ker je suša, mi odvrne. Kaj je to suša? Sprašujem. Poglej okoli sebe, mi pravi. Trava se je posušila in zemlja je razpokala. Rastline na njivah so uničene, gozd za hišo pa je rjav, kot bi bila jesen. Veš, suša nastane, kadar dolgo ni močnega ali daljšega deževja. Vode, ki je pod zemljo in ki se ji reče podtalnica, že močno primanjkuje. Rastline brez vode ne morejo živeti. Če ne dobijo dovolj, se začnejo sušiti in odmrejo. Tudi ljudje in živali ne moremo brez vode. Zaskrbi me. Kdo pa bo zalil rastline? Ježek Snežek pokaže v nebo in pravi: oblaki. Pogledam gor. Ampak na nebu je le vroče sonce. Nikjer niti oblačka. Zvečer si z Ježkom Snežkom pogrneva odejo na travi. Leživa in gledava zvezde. Ena nenadoma poleti čez nebo. To je utrinek, zašepeta Ježek Snežek. Kadar vidiš utrinek in si v mislih kaj zaželiš, se to potem uresniči. Tako verjamemo mi, ježi. Zaželim si, da bi prišli oblaki in na zemljo poslali dovolj dežja za vse. Po televiziji in radiu opozarjajo, da je med sušo prepovedano kurjenje ognja v naravi zaradi velike požarne ogroženosti. Kaj to pomeni? Vprašam Ježka Snežka. To pomeni, da najin taborni ogenj za zdaj odpade, odločno pove Ježek Snežek. Kako to misliš? Razočarano vprašam. Vsako poletje ga zakuriva. Babica in dedek sta vedno zraven z vedrom vode. Ježek Snežek odkima. Ne bi nič pomagalo. Pri taki suši že najmanjša iskrica bliskovito zaneti požar. Požar? Misliš tisto rumeno zver z rdečimi očmi, ki je lani ustrahovala naš blok? Živijo takšne zveri tudi v naravi? O, seveda, mi pritrdi Ježek Snežek. V naravi zrastejo še mnogo večje
in lahko pogoltnejo cel gozd. Njihova priljubljena hrana so suhe rastline, teh pa zdaj ne primanjkuje, kaj ne? Postane me strah. Čez nekaj dni se nad gozdom pojavi črn dim. Dedek priteče v hišo in vidim ga, ko pokliče na številko 112. Vem, da se na to številko sporoči, ko se zgodi nesreča. Slišim, kako razlaga, da je del gozda blizu nas zagorel. Nekdo je kljub prepovedi zakuril veje. Rumena zver z rdečimi očmi je res prišla. Z Ježkom Snežkom gledava, kako drvijo mimo gasilci z vozili, polnimi vode. Seveda, rumena zver z rdečimi očmi sovraži vodo. Kako nenavadno, pomislim. Rastline in mi pa vodo nujno potrebujemo za preživetje. Nečesa se domislim. Zvečer gledam nočno nebo. Babica me kliče noter. Pozno je, moram spat. Samo še malo. V tistem trenutku zasveti utrinek. Zaželim si, da bi oblaki, ki so na poti in tudi k nam prinašajo vodo za žejne rastline, prinesli še več vode, da bi z njo premagali rumeno zver z rdečimi očmi. Utrinek ugasne. Naslednji dan se dim razširi. Ježek Snežek odide na pomoč živalim v gozdu, jaz pa gledam v nebo in čakam oblake. Namesto njih zagledam helikopter. Zviška zliva vodo na rumeno zver z rdečimi očmi in tako pomaga gasilcem na tleh. Vse to se mi zdi zelo razborljivo. Toda babica in dedek mi zvečer povesta, da se je požar preveč približal in smo v nevarnosti. Mamica in očka bosta prišla, da nas odpeljeta na varno, domov. Zajokam. Rumena zver z rdečimi očmi nas je premagala. In Ježek Snežek me je zapustil, ravno ko ga najbolj potrebujem. Pa tudi oblaki sploh niso prišli. Babica me spravi spat. Pododajo jokam in smrkam. Potem pa se odprejo vrata. Pokukam, kdo je. Moj Ježek Snežek. Od veselja skočim s postelje. Vrnil si se. Objamem ga, on pa hiti razlagat. Rešeni smo. Gasilci so ustavili požar. Pa veš kako? Na pomoč so jim prišli oblaki. Oblaki? Res dežuje? Že sem pri oknu. Temno je, nič ne vidim. Ježek Snežek mi šepne. Poslušaj. Zaslišim šumenje. Odpreva okno in na najine dlani se vsujejo debele dežne kaplje. Dežuje, dokler rumena zver z rdečimi očmi ne ugasne. In dežuje, dokler se rastline ne napijejo vode. Dežuje ves dan in vso noč. Potem se težki sivi oblaki spremenijo v bele puhaste oblačke. Razkropijo se in izginejo tako skrivnostno, kot so se pojavili. Danes z Ježkom Snežkom ne čofotava v bazenčku na vrtu, ampak po lužah okoli hiše. Obula sva škornje. Kdo bo skočil tako, da bo bolj poškropil drugega? Potem se spomnim in vprašam Ježka Snežka. Misliš, da so oblaki res prišli zato, ker si se jaz tako želel, ali pa so bili že prej namenjeni sem? Ježek Snežek se nasmehne in pravi. Povedal sem ti, kaj verjamem o ježi. Kaj pa ti misliš?
Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako pravilno ravnamo ob požaru v naravi. Najpomembneje je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe ter se čim prej umaknemo na varno. Z odgovornim ravnanjem lahko vsak izmed nas pomaga zaščititi naravo in preprečiti nevarnost. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Bravo, Ježek Snežek. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi v današnji pravljici bomo spoznali televizijske junake iz serije Robokar Poli. V mestu Metla je prišlo do nujnega primera, ki je zahteval posredovanje reševalne ekipe. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Robokar Poli, reševalna ekipa mesta Metla. V mestu Metla je danes zelo lep sončen dan. Na glavnem krožišču že od jutra vrvi promet, zato se policijski avto Poli odpravi na ulice, da preveri, če vse poteka tako, kot mora. Sredi krožišča čisti že pridno skrbi za urejenost mesta in pometa smeti. Na gradbišču so se vneli lesenih lodi, ki so stali tam in čakali, da jih gradbena ekipa uporabi. Gasilec Rok se na vse pretege trudi, da bi ogenj čim prej pogasil, saj je le ta lahko zelo nevaren, če se ga ne pokosi pravočasno. Na srečo vseh je Rok izredno hiter in močan gasilni avto. Rok da vse od sebe in ogenj je kmalu povsem pogašen. Hura! Vodja gradbišča, gospod Gradbinec, je nadvse hvaležen Roku, da je uspel priti pravočasno in tako hitro pogasil ogenj, da se ta ni razlegel še na druge konce gradbišča. Če te ne bi bilo lahko zelo hudo, se zahvali Roku. A eden od strojev v Buldi se je v ognju poškodoval in ima, kljub opozorilom njegove ekipe, da je ogenj zelo vroč, sedaj opečeno roko. Ne skrbi, Lili je na poti sem, ga pomiri Rok. In reševalni avto Lili res že hiti na pomoč. Da bo na gradbišče lahko prišla v najkrajšem možnem času, je vklopila signalne luči. Tako bodo lahko vsi udeleženci v prometu vedeli, da je na nujni vožnji in se jim morajo umakniti. Mimo prileti helikopter Heli, ki ga zanima, kam se ji tako mudi. Buldi je poškodovan, zato grem do gradbišča. Heli je začuden, da v tem ni vedel nič. Odpravi se do pristanišča in tam naleti na trojčke Levija, Lesija in Lenija. 3 žerjave, ki v pristanišču razlagajo tovor z ladij ali ga natovarjajo na njih. Živjo trojčki, ali urgentni telefon ne dela? Jih povpraša Heli. In telefon je res pokvarjen, kar pomeni, da v primeru nesreče ne morejo poklicati na pomoč. In to jih zelo skrbi. Zelo, zelo skrbi. Heli jih pomiri, da bo kmalu vse v najlepšem redu, saj bo takoj odletel do telefona in ga popravil. Na hišici v pristanišču se ustavi ob rdeči škatlici za nujno pomoč, na katero je priklopljen urgentni telefon. Pa poglejmo, v čem je problem, si reče Heli in odpre omarico. Ugotovi, da je ena od baterij pregorela, zato jo zamenja. Preverimo, če deluje, si reče Heli in pokliče na reševalno postajo. Na postaji zazvoni telefon. Reševalci, Jana tu,
se oglasi operaterka Jana, ki budno spremlja dogajanje v mestu in se javlja na telefon, ki ga kličejo vsi potrebni pomoči reševalne ekipe v mestu Metla. S Helijem ugotovita, da je urgentni telefon sedaj popravljen in deluje tako, kot mora. Ravno ko Heli odleti iz pristanišča, pa se vanj pripelje veselo razpoloženi in žvižgajoči tovornjak Tomaž, ki pripelje tovor in trojčki ga veselo pozdravijo. V vzvratni vožnji Tomaž po nesreči zadane v stebriček. Še sreča, saj bi sicer lahko zgrmel naravnost v morje. No, lahko bi bilo huje. Pomisli Tomaž in poprosi žerjave, da mu pomaga raztovoriti tovor. Živjo, nazaj smo! V en glas vzkliknejo Poli, Lili, Rok in Heli, ki so se vrnili k Jani na reševalno postajo. Zdravo, družba! Kako je kaj v mestu? Jih povpraša Jana. Poli ni imel večjih težav in veselo pove, da je v mestu vse v najlepšem redu. Roku je uspelo pogasiti požar, Heli pa zaskrbljeno vpraša Lili, kako je kaj z Buldijem. Lili ga pomiri, da se je le malo opekel, zato ga je oskrbela. Z njim bo še vse v redu. To rada slišim. Heli pa je popravil pristaniški telefon. Mislim, da imamo dober dan, je veselo zaključila Jana. V pristanišču so žerjavi na Tomaža naložili nov zabojnik. Naložen in pripravljen za pot. So oglasi rjavi žerjav Lesi, modri žerjav Levi mu zaželi srečno pot in naš nadobudni tovornjak Tomaž je že veselo na poti. V lepem sončnem vremenu se zdi, kot da ne more iti prav nič narobe. A že ob naslednjem ovinku Tomaž z grozo ugotovi, da mu ne deluje zavore in ne more zaustaviti svojega vozila. Ojoj, kaj pa zdaj? Tomaž drvi po cesti in se nikakor ne more zaustaviti. Zdrvi mimo poštarja Poštija, ki niti ne ve, kaj se je zgodilo, tako hitro je Tomaž zdrvel mimo. Na gradbišču gospoda gradbinca so stroji ravno zaključili z današnjim delom in se odpravljajo domov. O, pazite, drvim! Zakriči Tomaž in zdrvi mimo presenečenih gradbincev, ki so se le za las izognili trku z njim. Je šlo ravno nekaj mimo nas? Se začudeno vpraša bager Max. Že v naslednjem ovinku se Tomaž komajda izvleče z nove preteče nevarnosti. Stranske ceste se namreč nič hudega sluteč pelje najhitrejši taksi v mestu, Hitri. Uživa v prijetnem sončnem dnevu in si pripeva najljubšo melodijo. Skoraj že v križišču, ko mu Tomaž hitro zakliče: Pazi, Hitri! Oprosti, prosim, naj mi nekdo pomaga! In že drvi dalje. Na vso srečo se je Hitri uspel pravočasno ustaviti in se izogniti nesreči z velikim tovornjakom, kakršen je Tomaž. Še vedno zadihan od čoka gleda za Tomažem, za katerim se v daljavi še vedno praši. Joj, to je pa resno, moram poklicati pomoč. Si reče Hitri in odhiti do najbližjega telefona za klic v sili, da bi kar najhitreje obvestil reševalno postajo in na pomoč poklical reševalno ekipo mesta Metla. Le oni še lahko ustavijo drvečega Tomaža in rešijo mesto pred grozečo nesrečo. Na drugi strani linije se oglasi Jana. Jana, nujen primer je. Tomaž je v nevarnosti. Hiti razlagati Hitri. Oglasijo se sirene in iz zvočnikov na reševalni postaji že odmeva Janin glas. Pozor, nujen primer. Tomaž predlaga odbi po mestu in se ne more ustaviti. Mislim, da ima njihov odvara. Reševalci, ste pripravljeni? Reševalna ekipa mesta Metla se takoj oglasi. Policijski avto Poli, gasilni tovornjak Rok, helikopter Heli in reševalno vozilo Lili so že pripravljeni in v en glas vzkliknejo: Smo, Jana! V trenutku se spustijo v spodnje nadstropje reševalne postaje, vzamejo vse, kar bi morda lahko potrebovali, da rešijo ubogega drvečega Tomaža,
vklopijo sirene in že so na poti. Skozi mesto metla donijo in odmevajo sirene, medtem ko Poli, Lili in Rok drvijo po ulicah in cestah, čez mostove in bregove, podvoze in nadvoze, da bi le čim prej našli ubogega Tomaža. Heli, prosim, najdi Tomaževo lokacijo, mu veli Poli. Heli zato odleti naprej, da bi našel Tomaža in usmeril ekipo po najkrajši poti do njega. Heli leti sem in tja in išče Tomaža. Pomagajte mi, prosim! Se zasliši Tomažev glas v veljavi in Heli se hitro odpravi v pravo smer. Kmalu zagleda Tomaža in javi ekipi. Poli, Poli, Tomaž je avtocesto zapustil na izvozu Kamniti most. Heli se spusti do Tomaža in ga pomiri ter mu pove, da so reševalci že na poti in bodo kmalu tukaj. Poli, mislim, da bom hitreje tam, če gremo do Kamnitega mosta po cesti A1. Se na poti spomni Rok. Zato Poli javi Heliju, naj ostane s Tomažem in jim sproti sporoča, kje se nahaja. Ekipa se dobro zaveda, da se Tomaž ne more kar tako ustaviti, zato ga morajo budno spremljati ves čas, dokler ne pridejo do njega. Na Kamnitem mostu se Poli, Lili in Rok ustavijo in spremenijo v robote. Tomaž je že skoraj pri vas, ravno se spušča po klancu, jim sporoči Heli. Poli in Lili sta že pripravljena, postavila sta se vsak na svoj konec ceste in se pripravila, da bi zaustavila Tomaža. A kako jima bo to uspelo? Le 2 robota sta, ki morata nekako zaustaviti ogromnega, težkega ter večjega Tomaža. Naloga vsekakor ne bo lahka. Ko mimo pripelje Tomaž, vanj zalučata vsak svojo LTE-no varnostno vrv in jo zatagneta v prijemali na zadnjem delu vozila. A velika hitrost, s katero je pridrvel Tomaž, jih odnese naprej. Zaradi silovitega zaustavljanja Tomažu počiše pnevmatika in vozilo začne zanašati po cesti levo in desno, dokler se Tomaž skorajda ne obrne. A to ne obeta nič dobrega. Tovornjaku še vedno zdrsava, sedaj pa je še usmerjen proti robu ceste in propadu. Oj! Če Tomaža ne bo nihče zaustavil, bo zgrmel naravnost globoko morje. Na pomoč hitro priskoči Rok in poskuša Tomaža zaustaviti s sprednje strani. Pod nogami robotov in Tomaževimi gumami se že kadi od vsega silnega zaviranja. Rok, Lili in Poli se na vse pretege trudijo in napenjajo moči. Rokove noge so skoraj že na robu prepada. Jim bo uspelo? V zadnjem trenutku se skupni trud in ekipno delo le obrestujeta. Uspelo jim je. Tomaž se je ustavil tik pred prepadom. Kakšna sreča. Tomaž je prepričan, da so bile krive zavore. Lili zato pregleda Tomaža in mu za silo pokrpa počeno pnevmatiko. Nič ni narobe, a vseeno pojdi na celoten pregled, mu svetuje Lili. In prav ima. Redni pregledi lahko popravijo še tako majhno napako, ki lahko konec koncev, če se je ne oskrbi, pripelje do večjih težav, kot bi si lahko zamislili. Za Tomažem je res grozen dan, a brez ekipe bi bil lahko še hujši. Le kaj bi se zgodilo brez njih? Juhej! Najpomembneje je biti varen, zaključi Poli in doda, da jih lahko vedno pokliče, kadar potrebuje pomoč. Kjerkoli in kadarkoli. Zaradi njih, najboljše reševalne ekipe, se lahko vsi, tokrat pa predvsem Tomaž, počutijo zelo varno. Hura! Skliknejo vsi v en glas. Ja. Bravo, reševalna ekipa. Z vašo pomočjo je v mestu Metla spet vse v najlepšem redu. Super, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Tomaž in prijatelji, kjer lokomotivček Tomaž prav tako prehitro drvi po tirih. A na srečo se je na koncu vse dobro izteklo. Prijeten pozdravček prav vsem, ki spremljate pravljične vsebine v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte.
in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Bravo, ekipa! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem ježku Snežku, ki ga morda že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni! Otroci, ali veste, kaj so poplave? Poplave so naraven pojav, pri katerem se ob obilnih padavinah narasle vode razlijejo iz strug in zalijejo hiše in okolje. Poplave sodijo med najpogostejše naravne nesreče, ki lahko prizadenejo veliko ljudi. Poplave je težko preprečiti, lahko pa se nanje že vnaprej pripravimo. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek podučil, kako pravilno ravnamo v poplavi. Zgodbo Ježek Snežek in poplava je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa Lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in poplava. Grr, bum, hju, tresk. Useka strela z neba tako glasno, da ves razred poskoči. Vsi se zazremo skozi okna. Zunaj padajo debele kaplje tako hitro, da jim ne morem slediti. Lije kot iz škafa, bi rekla moja babi. Kdo ve, kaj so to naravne nesreče? Povzdigne glas učitelj, da bi preglasil grmenje. Ne poslušam ga. Ne počutim se dobro. Glava me boli. Naslonim se na mizo in gledam, kako dežuje. Tako je. Naravne nesreče so tiste nesreče, ki jih povzroči narava. Katere naravne nesreče pa poznate? Spet slišim učitelja. Zdi se mi, da njegov glas prihaja iz oddaljenega kota. Kako črno je nebo, pomislim. Še nikoli prej ni bilo takšno. Učitelj pohvali sošolko in skupaj z otroki ponovi. Naravne nesreče so potres, zemeljski plaz, snežni plaz, suša, toča, žled, poplava, poplava, poplava. Obrnem se in pogledam učitelja. Kaj se dogaja? Zakaj kot pokvarjen radio ponavlja poplava, poplava, poplava? Zunaj se zasliši hrup, kričanje. Pogledam skozi okno. Zaradi dežja je reka tako narasla, da se je razlila po travniku. Blatna, polna vejevja in izruvanih debel kipi od silne moči. Običajno se le leno vleče po strugi, danes pa hoče prehiteti samo sebe. Preskoči most in podivja. Za travnikom doseže cesto in hiše. Dere po ulicah in dira v hiše.
ne trka in ne zvoni. Ne umika se in se ne ustavlja. Vse, kar je na poti, vzame s sabo. Smetnjake in avtomobile pograbi z enako lahkoto. Strah me je. Obrnem se proti učitelju, ki kriči: Poplava! 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 Ko obupano zajavka: Vsi bomo utonili! Je ves razred v trenutku na nogah. Otroci planejo k vratom in oknom, jočejo in vrščijo. Prerivajo se in v zmedi se razbije šipa. Sošolec se hudo poreže. Nekaj fantov skoči na dvorišče. Voda ne ve, da so le otroci. Pograbi jih brezbrižno, tako kot vse, kar je na poti. Izginejo za vogalom. Pod nogami začutim mokroto. Šola se strese, ko se do konca razbesnela reka zažene v njene zidove. Takrat zaslišim, da me nekdo kliče. Zbudim se. Učitelj me rahlo stresa za ramo in izgovarja moje ime. Krmežljavo pogledam naokoli. Vsi me gledajo in se hihitajo. V resnici sploh ni poplave. Zunaj je celo nehalo deževati in oblaki se trgajo. Samo sanjalo se mi je. Au. Glava me pa še vedno boli. Učitelj mi položi dlan na čelo in reče: Saj si čisto vroč. Povem mu, da sem tako zelo utrujen. Mami in oči prideta pome še pred koncem pouka in me odpeljeta naravnost k zdravnici. Pregleda me in reče, da bom kmalu spet zdrav, če bom pridno počival, pil veliko tekočine in jedel hrano z veliko vitamini. Ubogal jo bom, ker mi je na roko odtisnila sličico pogumnega leva. Doma me mami spravi v posteljo. Moj najboljši prijatelj Ježek Snežek zleze k meni. Nočem, da bi še on zbolel, a pravi, da se ježi ne morejo ničesar nalesti od ljudi. Naslednji dan, ko se počutim bolje, mu povem, kako sem v šoli sanjal o poplavi. Posluša me in zmajuje z glavo. Na koncu pravi: Veš, v sanjah ste ravnali ravno obratno, kot bi morali, če bi hoteli biti varni pred naraslo reko. Začudeno ga vprašam: Kako bi bilo pa prav? Ježek Snežek, ki vse ve in mi vedno zna vse razložiti, se uleže na mehko blazino in začne pripovedovati. Pri vsaki nesreči, tudi pri poplavi, je najpomembneje, da ostaneš miren. Tako se veliko lažje spomniš, kaj moraš narediti, da se boš pravilno zavaroval. V tvojih sanjah so otroci lezli skozi okna, zato jih je reka odnesla. Veš, s pobesnelo reko se ne more nihče kosati. Niti ti ne. Niti jaz ne. Zato je največ, kar lahko storiš, to, da se je umakneš s poti. Kam pa? Čim višje. Zgornje nadstropje hiše ali na hrib, če si zunaj. In potem? Počakaš tam in pokličeš pomoč. Katera je že tista telefonska številka za klic v sili? 112, saj veš. Malo me hecaš, a ne? Ne, samo preverjam, ali jo še znaš na pamet. Veš, medtem ko si ti spal za šolsko mizo in sanjal, je učitelj vse to razložil tvojim sošolkam in sošolcem. Res?
V sanjah je bilo videti, kot da nima pojma o tem, da se moraš pred poplavo umakniti čim više. Ah, ne. Vse dobro ve, saj sem ga poslušal. Rekel je, da bi se v poplavi vsi zbrali in mirno odšli v zgornje nadstropje. Tam bi počakali, dokler se voda ne bi umaknila. In veš, kaj je še rekel? Da boste imeli vajo, ko se vrneš v šolo. Kakšno vajo? Igrali se boste, da vam grozi poplava in preverili, ali se znate mirno umakniti v zgornje nadstropje in tam počakati. O, to bo pa razburljivo. Zato pa zdaj zaspi, da se čim prej pozdraviš. Ti bom zapel uspavanko. Po enem tednu sem že zdrav. Oči mi vkatno toči vodo. Ježku Snežku predlagam, da bi se igrala pod mornico. Ampak on ne mara vode. Zato sede na omaro, čim dlje od nje. Kaj pa, če bi prišla poplava? Ga vprašam in razburkam vodo v kadi, da šprica po vsej kopalnici. Ježek Snežek se zasmeji in odvrne: Mene že ne bi dosegla, ker sedim tako visoko. Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako ustrezno in pravilno ravnamo v poplavi. Najpomembneje pa je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja